3/4 kupcev prejšnje generacije Superba je vzelo karavana. Limuzina je bila namreč grda, če se nežno izrazim. Očitno ni smela biti simpatična, da ne bi Passatu skakala v zelje. Nova očitno teh težav nima več, meni je celo lepša od Passata, pa ne na glas govoriti. No, zadek je sedaj lep, nos je pa celo zelo markanten. Se mi pa zdi zanimivo, da je zunaj marsikateri avtomobil lep, na notranjost pa kar malo pozabljajo, pa čeprav povprečen lastnik znotraj preživi bistveno več časa. Zunanjost boste občudovali samo prvi mesec po nakupu, ko se vam bo zdelo še fino. In tukaj se vidi, da je Passat vseeno eno stopničko višje. Z notranjostjo ni nič narobe, samo zanimive ni posebej. Ni recimo velikega zaslona med merilniki, ki dejansko poskrbi za najbolj sodoben izgled. Vse skupaj je zelo zadržano, nič ni novega, pa čeprav je tole dejansko najbogateje opremljeni Superb. Je pa kakovost izdelave seveda vrhunska in sedeža sta zelo udobna. Tole je skratka lahko super limuzina, v kateri se bodo vaši poslovni partnerji počutili odlično, ker je zadaj prostora skoraj neomejeno. In zato je tole lahko tudi odličen družinski avtomobil, čeprav si ga boste za takšne potrebe verjetno omislili kot karavana. Pri prtljažniku so pa itak vsi začudeni, ko vidijo, kako je gromozanski. Pa še zadnja vrata se pri limuzini odpirajo s steklom vred, kar je zelo priročno. Še ena opazka v primerjavi s Passatom. Se mi zdi, da je Superb malce manj zvočno izoliran. Pri 130 km/h je piš vetra malce bolj slišati, ni preglasen, v bistvu je še vedno pohvalno tih, je pa razlika. Tukaj imam celo nastavljivo podvozje, ampak opažam, da se najraje itak vozim v načinu normal. Menjalnik DSG tudi že poznamo, je dober, malce pa ga muči cukanje pri speljevanju. Kot vedno pač. Sicer pa je Superb med vožnjo zelo miren, zelo prijeten in zelo udoben, skratka prava limuzina. Vseeno pa cenim, da je tudi občutek na volanu dober, čeprav tole ni ravno stroj za hitra ovinkarjenja. Pod pokrovom tega je najmočnejši TDI v ponudbi, 140 kW ima oziroma 190 konjev. In ne zdi se mi preveč, ker je avto pač velik. Boste pa shajali tudi s šibkejšim, to je jasno. Takšen Superb stane preko 40 000 evrov in je za večino družin enostavno predrag, cenejše izvedenke pa vseeno ponujajo večino tistega, kar vas bo prepričalo že v štartu. Prostornost, skoraj enako mero udobja in praktičnosti z vgrajenimi dežniki, mrežicami in vsem podobnim. Skratka, poslovnežem ne bo več nerodno parkirati pred prestižno poslovno stavbo ali pa pred drago restavracijo, ker je avtomobil lep. Družinam pa ne trpeti nepraktičnosti, ker če vam pa v tem avtomobilu zmanjka prostora za dopustniško kramo, potem pa to ni več dopust, ampak evakuacija.